Marko Završan, 11 let si v Domžalah igral za člansko moštvo, od leta 1989 do leta 2000. Povej nam takole iz prve roke, kako je nogomet v Domžalah izgledal takrat? V Domžale sem prišel leta 1989 in igrišča, vsa infrastruktura tukaj, ki jo danes gledamo, je bila precej drugačna. Glavno igrišče je bilo brez velike tribune, imeli smo samo to pomožno tribuno. Pomožno igrišče pa je bilo brez umetne trave, tako da pogoji so bili bistveno slabši, kot so danes. Razlika med današnjo ekipo Domžal in nami, takrat, ki smo igrali nogomet, je verjetno v tem, da smo takrat igrali bolj na amaterski bazi. Sebe se spominjam kot igralca, ki je hodil na trening še s kolesom, vsaj prvo leto, ne. Tako da sem bil verjetno zaradi tega tudi bolj kondicijsko pripravljen, ker sem vsak dan prevozil 4 km v eno smer in nazaj domov. Pa si po zaključku svoje kariere, potem ko si sezul kopačke, kdaj kasneje pogrešal tisti adrenalin pred tekmo? Ja, sigurno, ne. Na začetku sigurno pogrešaš adrenalin, vendar ko začneš delati z mlajšimi igralci, si podobno nastrpen kot pred tekmo. Po svojem karakterju si neverjetno umirjen trener, pa kljub temu imaš na igrišču v svoji ekipi red in disciplino. Kako ti uspe s to mirnostjo doseči oziroma ohraniti avtoriteto? Svojo avtoriteto gradim predvsem na svojem znanju nogometa, ne, in pa predvsem na nekih pedagoških načelih, da otroka predvsem pri svojem delu spodbujam, da je kritik minimalno, da uporabljam predvsem pohvalo. Seveda pa na njihove napake stalno opozarjam in jih probam naučiti tega, da sami pridejo do tega, kaj je za njih v igri dobro in kaj ne. Tudi tvoj oče je bil nogometna legenda. A je on razlog, da si svoje življenje posvetil nogometu? Ja, oče mi je v bistvu že od malih nog dal to ljubezen do nogometa, ne. On je nogomet zelo spoštoval, ne, zato ga spoštujem tudi jaz. In to ljubezen probam prenašati tudi na te mlajše rodove in sem zelo ponosen, da lahko v Domžalah pač to počnem s temi 8 do 11-letniki, ne. Doma imaš 3 dekleta, ženo in 2 hčerki. Povej nam kaj več o tem. Pri svojem pač dolgoletnem delu, ne, ki ga upravljam od igranja nogometa do treniranja, me je moja žena Tanja seveda stalno podpirala, ne, in mi stala ob strani in bi rad se tudi zdajle javno zahvalil, da hvala Tanja, ker mi stojiš ob strani, ne, ker nogomet imam res rad, ne, in vse, kar delam v zvezi z nogometom, mi ogromno pomeni. Vem pa, da ta čas, ki ga nismo skupaj, pač moramo potem nekako nadoknaditi kasneje. Imam 2 hčerke, Lauro in Patricijo. Laura ima 13 let, Patricija ima 8 let, obedve sta navdušeni plesalki. Drugače pa izredno rade spremljata tudi nogomet. Kaj je tisto, kar te po tolikih letih še vedno drži v nogometnem klubu Domžale? Predvsem zdaj, ko sem trener, seveda dobra organiziranost kluba. V klubu se res lahko ukvarjam samo s tistim delom, za kar sem tukaj, se pravi za vzgojo mladih nogometašev, ne, za vse ostale stvari je pač v klubu poskrbljeno. Vstopili smo v leto 2014 in to je priložnost, da tistim, katere imamo radi, zaželimo vse najboljše. Kaj bi ti zaželel svojim malim nogometašem, njihovim družinam? Ja, seveda bi mojim nadebudnežem zaželel predvsem, da bi v letošnjem letu čim raje oziroma s čim večjim veseljem obiskovali treninge, da bi bili na tekmah čim bolj sproščeni in da bi pokazali res tisto, kar znajo. Da bi bili sproščeni, ne, da bi bili samozavestni, ker edino na ta način lahko pokažejo to, kar znajo. Njihovim staršem pa zaželel, da jih na tekmah športno spodbujajo. Jim stojijo ob strani, so jim prijatelji, ne prevečkrat kritiki in da tako kot sva z Sedo tam enkrat napisala pesmico daljnega leta 2001, mislim, zadnja kitica, mislim, da se glasi Starši pa ponosni so! Starši pa ponosni so! Ker mi super fantje smo! Ker mi super fantje smo! In naj bojo res starši ponosni na svoje otroke, da trenirajo nogomet.
Hvala za tale pogovor, Marko. Tudi mi ti želimo v letu 2014 čim več veselja, smeha, zdravja, zadovoljstva. Hvala.